vendar delajo otroci. A vendar ste umetniki, je videti na prvi pogled. Pa začnimo. Začenja se predstava. Naprej nastopajo pred vami bratje Zebedej. Zagotavljam vam predstavo polno smeha in zabavo. Prva točka, majhen je kot škrat, a kaj vse zmore? Naš Jurček, akrobat. Čudovito! Hvala. In zdaj spretnost dirigenta Čenčka je pa za majhne in velike. Zdaj pa napnite si ušesa, pa pozorno mu sledite. Pan, para pan. Pan, para pan. Ponovite, prosim. Pan, para pan. Pan, para pan. Para pan, pan. Para pan. Ne slišim. Pan, para pan. Para pan, pan. Pan, para pan. Zdaj pa začnimo, prosim. Pam, para pam, para pam, 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 para pam, para pam, para pam, 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 para pam, 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 para pam, 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 pan, para pam, pam, pam. Čudovito! Cenjeno publiko, prosim za popolno tišino. Nešnaka gorcvetka, Zinka naša je valetka. Za metuljčka bo plesala, za aplauz najlepša hvala. Metuljček se kinček, ti potepinček, jesi pa bil. Pri majceni cvetki, drobni marjetki, medek sem pil. Potem ko želoček, poln kot soček, bil je nalit. Sem rekel marjetki, drobenci cvetki, zdaj sem pa sit. Brez skrbi, samo igra. To še ni vse, je komaj kaj. Poglejte, le kaj pride zdaj. Je psihopat? Je pa to psih? Čarovnik je, ne ve živ krst, a gleda roko in vso moč vam spravi v en sam prst. Energija! Pomoč, prosim! Energija! Kaj takega? Neverjetno! Kvintet vokalni, to je naspet. Ne eden manj, ne en preveč, zares. Pa naša dirigentka Tinka Zebedej, vse pred rami, da ne dremate naprej. Mi smo muzikantje po celem svetu znani. Mi smo muzikantje po celem svetu znani.
suonati na violino. Ciu miu mačken striu, ciu miu miau. Hej! Ciu miu mačken striu, ciu miu miau. Hej! Kaj rimski sekstet, kaj pariški septet, kaj ljubljanski oktet, zebedejski kvintet. Kaj takega še nisem slišal. Dana vam je čast postati člani velecirkusa. Cirkus Joglej, ste sprejeti. Sprejeti! In se nadjam, kako bomo... Vaše točke so bile izredno lepe in nič ne dvomim, da bo iz vas nastala čudovita skupina umetnikov, ki bo veselje naših gledalcev, slava naše domovine, vzor mladini. Saj, hvala vam, ste zelo prijazni. Veste, mi bi nastopali samo tu, v našem mestu, in tako da bi nas videla ata in mama. In sosedov Jani, ki ima tako lepe oči. Že, in to samo nekajkrat, ker se imamo še dosti učiti za šolo. To ni noben problem. Saj cirkus Joglej ima denarja kot pečka. Važno je, da so vam bile naše točke všeč, a ne? Jaz sem se že bala, da bo vse šlo po gobe. Podpišemo pogodbo, vi nam daste malo denarja naprej, mi gremo, a se vrnemo karkoli hočete. Naredi bi namreč nekim ljudem pomagali, naredili presenečenje. Presenečenje, zato pa tudi doma nismo nič povedali, da gremo sam k vam. A tako, da niste nikomu nič povedali, kam greste? Ne? Nihče. Nobeden ne ve. Tako se dela, tako. Ne vem, mi bi namreč. Važno je, da so vam bile naše točke všeč, a ne? Ja, sem se že bala, da bo vse šlo po gobe. Kot sem prej rekel, podpišemo pogodbo, vi nam daste malo denarja naprej, mi gremo, a se vrnemo karkoli hočete. Prav? Policaj, jaz nisem nič naredil. Tiho, bedak. Policija! Gospod, to nam pa ne čisto nič všeč. Zakaj nismo tu povedali, kam gremo? Smo hoteli narediti presenečenje. Policija, v imenu zakona, skok in smok, roke gor, aretirana! Kdo ste rekli, da ste? Roke gor! Kdo da sem jaz? Jaz sem Takega je tlača, da se bi jaz bal. Kak je clač? Nič, Pepe Pendrek! Ne! To je strogo policijska zadeva. Oblast, to sem jaz, bo sama upravila s kriminali. Vi ste priče. Mejdunaj, to je pa zanimivo. Dragi poslušalci, naravno z kraja dogodka prenašamo zgodovinsko dajo. Pepe Pendrek, oko postave, pripravlja aretacijo dveh dolgo mednarodno iskanih kriminalcev, Skoka in Cmoka. Skok, teče, tik za njegovimi petami brži Cmok. Obema se pozna, da sta trenirala dolga leta, vedno večjo brzino prihajata. Toda Pendrek se nevarno približuje, pravkar so ponovno zavili okoli dirkališča. Skok se svojimi kraki poganja naprej, Cmok se vali za njim. Toda Pendrek je hitrih nog kakor gazela, ustrajno se jima približuje. Pepe! Brzina narašča, publika je navdušena in spodbuja svojega ljubljenca. Najboljše vino iz vinograda Trga Petra. Kozarček ali dva pa vam raznese jetera. Nadaljuje se najbolj napeto srečanje zadnjih let. Govori vam za RTV Slovenija Cilka Žlobudra. Skok je še vedno na prvem mestu, drugi je Cmok, kar kadi se mu podpladi. Toda Pendrek, naš favorit, se ustrajno bliža, če ste vnuj svoj Pendrek, če se dotaknil. Sko, ne, prav novinku sta Skok in Cmok prestavila noge v tretjo brzino in zdaj brzita, precej oddaljena od svojega zasledovalca.
pudri in masaže za naše lepe, zale mamice. Primici Jan olepšajte kožo, nohte in trepalnice. Pravkar za skok, smok in vendek 20 zaveli okoli tekališča. Skok je hiter, toda smok nenadoma prehiti skoka. Brzijo, brzijo, toda za njim ustrajno teče naš pendrek. Seguje roko, malo manjka. Klače dol! Ne, zakaj? Dragi poslušalci, kaj takega pa nismo pričakovali. Zebedejevi brati so priskočili na pomoč in preprečili, da bi skok in smok ponovno šla. Močan aplav. Si pa bedak. To je bedal. Ti si bedal. Zaradi tebe bom zdaj ječo. Nikdar več tort. Ne. Končano je najbolj zanimivo zasledovanje v sezoni. Pepe Pendrek na šupi naša nada je dosegel svoj dolgo zaželeni cilj. Aretiral je zločinca skoka in smoka. Tilka Žlobudra in Fredi kameraman za RTV Slovenija. Hvala lepa in nasvidenje. Pa sem ju, v imenu zakona, sem zahvaljen za sodelovanje. Nič ne rečem, nič ne obljubim, ampak storil bom vse, kar je v mojih močeh. A boste za svojo pomoč odlikovani. Srebrna medalja, a mne uide. In zdaj, gremo. Krasno, vse je lepo in čudovito, toda še vedno smo praznih rok. In naši starčki še vedno v nevarnosti, da jih vržejo na cesto. Kaj zdaj? Srebrna medalja. Tudi ko bi bila zlata. Ura je že 8. Doma bodo začeli spraševati po nas. Mi pa praznih rok. Jutri zjutraj jih bodo vrli na cesto. Že, ampak do jutri je še ena cela noč. Jaz ne morem več. Jaz bi kar na pločnik sedla. Raje glejmo naprej. Nehajmo stokat. Nekaj moramo narediti. Jaz že vidim naprej in vidim uboge starčke, da s klobukom prosjačijo od hiše do hiše in trkajo na vrata. Ej, kaj pa vi tukaj? A niste Zebedejevi? O, gospod Soudek, seveda smo. Pa še kako? Gospod Soudek, poslovodja banke. Se ga spomnite? Seveda se ga spomnimo. Si pa res smešen, kako da se ga ne vi? Doma vse v redu, kaj? O, ja, doma je vse v redu. Ampak drugod ni. Kaj hočete? Nikdar ni povsod vse v redu, a važno je, da je doma. Vi zdravi v šoli vam tudi dobro gre, a ne? Pa še lepe počitnice vas čakajo. Lepo vsoto denarja ste se prihranili za počitnice, ne? 10.000. 10.000! Kaj pa zdaj to? Gospod Soudek, lahko nujno z vami govorimo? Malo se mi mudi, ampak... Bomo kratki. Ko smo lani bili pri vas v banki, ste se zatom domenili, da tako kot vsi vlagamo, tudi vsi dvigamo vloženi denara, ne? Da. Kot je ta rekel, če se pač komu od nas kaj zgodi, mora tako kdorkoli od nas denar dvigniti, a ne? Da in? Bom jaz povedala, gospod Sodek. Snoči smo doma brali v našem zavetišču, ki potrebuje 10.000 pesov za plačati zadnji obrok za hišo. Če ne, jih bodo vrgli na cesto. In mi vsi, tudi jata in mama, smo mnenja, da bi bilo krivično, če se starčkom kaj zgodilo in vsekakor, da je treba pomagati. Tudi jata in mama sta za to? Seveda, ata in mama, oba. Logično. Moramo jim pomagati, je dejal Ata. Samo da ni prvi prišel na to idejo. Ata je truden, veste, preveč stvari ima v glavi, medtem ko mi imamo sveže glave, razumete? Saj počitnice bodo tudi še v bodoče, pa bomo čez 3 leta spet prihranili. Pa ni Ata pravil nekaj, da še ne veste, če bo prihranjeno za počitnice ali pa boste prihranili hiši? Gospod Soudek, vi bi prizidavali, če veste, da medtem mečejo 15 starčkov na cesto. V blato če dežuje in so sami na svetu, brez mame. Imamo pravek tu pisarni. Počakajte me, pa se bomo pomenili. Res je, da imate vsi registrirane podpise. Vsak od vas lahko dvigne denar.
Toda las konas stane jo težave. Novene težave ni gospod Sodek in se mudi. Tako da je zadeva nujna? No pa, počakajte me. Natakar! Jaz povabim. Gospodje bodo naročili, takoj se vrnem. Dobar večer, gospodje. Gospodje! Kaj boste naročili? Za eno Coca-Colo, prosim. Prosim, toliko. Jaz bi raje imela Fanta. Če bi imeli kaj sladkega. Pomaračni sok? Tako, rumen pomaračni sok. En whisky. Jurček! In kaj? A ni gospod Sodek, da ja naročite si karkoli hočete? Kozarec mleka, prosim. Dobro, ampak da veš, s nasiljem se na svetu še nikdar ni nič rešilo. Torej, dragi moji, medtem ko sem tam gori urejal neko zadevo, sem tudi premišljeval o vašem predlogu in sem prišel do zaključka, da imate prav. Eden od vas mora seveda podpisati potrdilo o prejemu denarja. Ali pa vsi, če hočete, a ne? Seveda, podpišemo vsi. Ni potrebno, zmenjeno je, vam napišem ček za 10.000. Kar zdaj ga nesemo v zavetišče. Dobro, Janček Zevedej, 10.000. Tako, izvolite. Samo, da ga ne izgubiš. Daj ga v zalepko. Brez skrbi, gospod Sodek. In zdaj mi podpišeš še potrdilo. Tako, zdaj pa moram hiteti. Natakar, reči moram, da sem prav vesel, ker sem vas srečal. Doma vse lepo pozdravite, pa nasvidenje. Dragi gospod Sodek, v imenu vsega razreda hočem reči v imenu nas vseh najlepša vam hvala za vabilo in za ček. O, prosim, kako pa boste do zavetišča prišli? Kaj nam svetujete? Lahko greste na 96, vas pusti skoraj pri vratih. No pa, nasvidenje. Nasvidenje. Hvala vam, gospod Sodek. S Bogom in hvala. Nasvidenje, mladi gospodje. Prijazni otroci, taki kot so bili nekoč na svetu. Rekli so mi celo hvala, kaj takega. Ti, Štefan, Deganolom, vsak dan isto, zbudi se. Boš že videl.
Ja, Bog se nas usmili, ker sicer nam bo še trda predla. Veš, preden ležem, rad prijem, še sem sedet na okolo zvezde gledat. Všeč mi je gledati cesto. Tudi meni. Čeprav se bojim, da bomo še prehitro zavedno na njej. Jaz pa še nisem izgubil upanja. Kar korajžno. Korajža. Vse gre po zlu, pa korajža. Pa še moji brki, moji lepi brki. Se spomniš? Še prejšnji teden so stali lepo po konci. Ponosni, ponosni. Tako. Zdaj pa samo glej. Ah, vse propada, vse propada. Ko je silja najhujša, je Božja pomoč najbližja. To drži, zapomni si, pa čeprav smo zdaj v marnih časih. Ampak Bog je visoko, je daleč. Mi pa imamo samo do polnoči časa. Ne bo nič, boš videl. Si videl moje brke? Povešeni. Jaz pa vem, da še bo vse uredilo. Prišla bo pomoč, iz noče si bo prikazalo 5 angelov. Kaj misliš, da danes ni več angelov, ker smo v modernih časih? Prikazalo se bo 5 angelov kot plavajočih nad zemljo. Ja, samo da niso kaj drugega. In ne da nas pridejo iz hiče spodit. Kaj? Ob tako pozni uri, pa da se nekdo bliža. Moj Bog, včasih so verači spali pod kozolci. Kje boš danes našel kozolec? Včasih so verači jedli sladke koreninice po gozdovih. Kaj bomo mi našli na asfaltu? Če nas hočejo vreči na cesto, naj si kar pripravijo. Star sem, ampak jih bom pokazal, kdo je nekoč bil močen gustelj. Jih ne pustim čez prah. Prme krval. Ne zaklinjaj se, ko si z eno nogo že v grobu. Sem hotel reči že na cesti. Pusti, saj vse izgubljeno. Dober večer. Dobro večer. Dober večer, je tukaj zavetišče? Da, je. In? Malo pozni smo, ampak se prej ni dalo. Pa, saj to niso. To so otroci. Zdaj pošiljajo mlajno proti starim. To je obupno. Kdorkoli ste že, vedite, da vas ne bom pustil naprej. Že, ampak ko boste zvedeli, kaj vam prinašamo. Oprostite, moža, nam se mudi. Doma nismo nič povedali, kam gremo. Tu imamo zalepko za zavetišče. In notri je... Nekaj lepega, lepega. Lahko izročimo kar vama? Seveda, saj so vam jedva tu v zavetišču doma. Tako smo upravili svoje. Zbogom. To niso slavi otroci, ti povem. 10 000! 10 000! Ali si videl kaj takega? Vidim, rešeni! Meni je tako lepo pri srcu. Izpeljali smo. Tudi meni je kar toplo pri srcu. Že res, da smo imeli srečo, ker smo srečali gospoda Sotka, ampak izpeljali smo pa le mi. Naposled kaj, že zadnji hip. Meni tukaj, v srcu, toče kot takrat, ko se mi porojila pesmica. Smo pa res gladje, kaj? In šjata in mama, kako bosta vesela, smo denar tako dobro porabili, kaj ne? Brez denar, ki smo v družini imeli. Skoraj gotovo sta srečna. Družinski denar za dobro stvar. Rima. Že res. Morda bosta od začetka malce recimo začudena, ker smo uredili vse kar sami, ampak potem... Roki boste sklepali od sreče. Nimajo, a ne? Nimajo sestrčki tako vlihnih otrok. Janček, dobro idejo si imel. Ej, smo imeli, Tako je, tako, vsi skupaj smo imeli. Pa poleg tega počitnice, pa še na morju. Valovi, utoneš lahko.
pa sploh, pa še petroleje lahko vodi. A ni doma lepo? Tako je, saj je tudi na morju kdaj lepo, ampak doma je pa najlepše. Seveda, lahko tu pomagamo prizijati novo sobo. Seveda, sem hotela reči saj nujno. Zakaj pa pravzaprav prizidavati hišici? A ni lepša, če je majčkena? Tako smo si bolj združeni. Modra beseda, Tinka, vsi bolj združeni. Bolj družina. Družina, ki ni skupaj, ni družina. Pa ti ravno praviš, da smo preveč natresen. Daj sem to rekel. Pridite hitro večerjat. Dobro, da se ne pokvarimo večerje, bolje, da prej uredimo na zadevo, a ne? Torej, A ti veš kako je včasih čudno na svetu, a ne? Človek dobro misli, a ne nujno dobro naredi. nič ovinkov. A ti, ne gre za ovinke. Se spomniš, ko si nam pravil, kako je že neki Rimljan vedel, kako človek vidi, kaj bi pravzaprav moral storiti? Nič to? ovinkov. Če začnemo s starimi Rimljani, preden pridemo v naše dobe, bo juha mrzla. Na kratko, čim bolj na kratko. Na kratko, torej,